Preiskovalna komisija, protikorupcijska komisija je začela napad name zaradi političnih preferenc. Ve se, da bodo volitve v kratkem in treba je Slovensko nacionalno stranko in pa mene osebno spraviti iz političnega prizorišča. Te tako imenovane leve stranke, nekdanji SD, to se pravi Združena lista, pa Zares, pa LDS, so že zdavnaj poskušali že vso politično kariero od nastanka Slovenije naprej, da bi me spravili ven iz politike. No, in to je ta zadeva tudi zdaj. Slišal sem, ne vem koliko je to res, ampak da sta se gospa Kresalova in gospod Klemenčič dogovorila, da rekli so mi, naj bi Kresalova začela zbirati določene dokumente o Klemenčiču takrat, ko je sprožil to zadevo proti njej oziroma napisal tako negativno mnenje. Zdaj pa naj bi ona odstopila od zbiranja materialov, vkolikor bi Klemenčič mene poklical na komisijo. Ne vem, koliko je to res, ampak tako so mi rekli. Zanimivo je, da se ne vtakne na nobenega drugega. Če Slovenec na slovenski obali kupi zemljo, da bo ostala v slovenskih rokah, je to grozno. Tiste jahte, ki pa so vredne po 4-krat, 5-krat, 10-krat toliko, kot tista parcela, to nikogar ne briga. Gospodje so etablirani v teh tako imenovanih levih strankah in ni čudno, njim je dovoljeno vse, poštenemu človeku ni dovoljeno nič. Jaz sem to zaslužil s svojim delom, konec koncev pri 64 letih vendarle lahko že nekaj imam. Vsak normalen človek nekaj ima. Če so pa kakšni lenuhi, ki so med potjo vse zapili, pa zakvartali, pa zakurbali, je pa njihova zadeva. Kakšni znamo šparati, kakšni imamo pamet, kakšni imamo kakšne zbirke in podobne zadeve. Skratka, prišli smo do tega, da v Sloveniji moraš biti revež, hlapec, potem si te prav. Če si pa malo bogatejši ali pa če kaj imaš, moraš biti pa v pravi stranki. Prave stranke so pa v Sloveniji zaenkrat samo 3. Pahorjeva SD, pa Zares in pa tista slavna, tako imenovana, neomadeževana stranka LDS.